ponovno o tipičnih napakah v spletnih tečajih in tukaj je na vrsti tipična napaka, kjer je preveč poudarka na vsebini, ni pa ostalih zadev. Hvala, Maruša, tukaj zdaj dogodek.si in kaj so zdaj te ostale zadeve? Ostale zadeve so recimo ni motivacije, ne upoštevamo tega, da so naši udeleženci sicer mogoče na začetku prišli v naš program zelo zmotivirani, ampak dlje časa, ko grejo čez program, več vsebine, ko predelajo, bolj jim tam motivacija mogoče pada, težje se spravijo nazaj v spletno učilnico in podobne zadeve. Kot spletni edukatorji, kot kreatorji spletnih tečajev imamo možnost, da v naših programih naše udeležence tudi motiviramo. In pravzaprav ne, da samo imamo to možnost, ampak je to možnost fino upoštevati. In zdaj vsi tisti, ki ste si že prenesli tale priročnik, e-priročnik spletnih tečajev od A do Ž, zdaj vi ga dobite v v e-obliki, v PDF obliki, tako da si ga prenesete na mail in noter sem tudi povzela v bistvu en pristop, kako oblikovati spletne tečaje oziroma kako zasnovati te lekcije, kako zasnovati strukturo. Imate noter konkreten pripomoček, to se pravi konkretno vas peljem čez ta proces, kako to zasnovati in boste noter videli, da imamo tisti, ki ste že predelali v krogcu, imamo ta prvo točko, ki jo imamo, damo zelo veliko poudarka vedno motivaciji. To se pravi, treba je gledati, ni poanta spletnih tečajev samo to, da mi naštancamo vsebine, da povemo vse, kar vemo, tudi ni poanta mogoče, da dodamo aktivnosti, čeprav pač morajo biti, sploh v tistih bolj transformativnih programih oziroma plačljivih programih. Kot, bom rekla, avtorji spletnih tečajev moramo pa seveda paziti tudi na vso to zadevo z motivacijo in s poudarkom na izkušnji, ki jo udeleženec v našem programu dobi. Ena od malenkosti je mogoče zdaj tudi, da oblikujemo program, kot da se pogovarjamo z udeležencem, da ga spodbujamo, da ga motiviramo, da mu dajemo razloge, zakaj in kako vsebino predelovati. Skratka, vse te zadeve spadajo v spletne tečaje. Spletni tečaji niso samo takole, ki je tukaj slikca prikazana, da sam nabašamo vso vsebino, pa vse, kar vemo in znamo, temveč je treba zelo veliko poudarka dati tudi na tem, da naše udeležence skozi to spletno učno izkušnjo primerno vodimo, jih primerno motiviramo in zagotovimo, poskrbimo za vse te, bom rekla, tehnične detajle, da se ne ubadajo več časa s tehnologijo kot pa z vsebino in jih na ta način tudi dejansko potem pripeljemo do tega, da spletni tečaji dejansko tudi končajo in pridejo do nekega rezultata, ki smo ga seveda jim obljubili.